Moje ime je Monika Lepener in pri Kaliviti sem že 12 let in še nekaj. Pa da vam čisto na kratko opišem moje srečanje s Kalivito. Jaz sem sicer doktorica veterinarske medicine in nekako smo bili na fakulteti naučeni, da vitamini za živali ja, medtem ko za ljudi pa v prvi vrsti antibiotiki. In če bi vi mene srečali pred 15 leti, bi jaz upala dati roko v ogenj, da pač vitamini in te stvari, da to ne šteje kaj dosti. Pol me je pa življenje postavilo na eno tako resno preizkušnjo, ko sva z možem dobila prvega otroka in je bil ta bolan in v eno bolan in kar naprej bolan in vneta ušesa. Za vneta ušesa vemo, da pač zdravimo z antibiotiki, ampak pri njemu antibiotiki niso prijeli. In ta otrok je imel res v enem letu, v roku 12 mesecev, 11-krat vneta ušesa. Od tega 3-krat počene bobniče, mu je tekel gnoj iz ušes. Podočnjaki, nenormalni, pridobivanje teže minimalno in takrat je v bistvu mene življenje potisnilo v to smer, da smo začeli iskati pa nekaj naravnega. Takrat sem se tudi spoznala z mojo predhodno sodelavko Kalivite, ki je bila takrat svetovalka, opravljala delo, ki ga danes jaz opravljam in jaz moram reči, da takrat dejansko se mi je začel odpirati nov svet, v smislu, da karkoli smo poskusili, sicer je res tule dr. Mrzlekarjeva naredila izjemno veliko delo, ker me je zelo dobro vodila skozi to, ker pač enostavno ne gre kar nekaj. Lahko sicer sprve ugotoviš, pa sprve se ti posreči neko kombinacijo, pa bo delovala, ampak drugače pač je dr. Mrzlekarjeva me peljala čez to in jaz moram reči, da je moj Filip danes zdrav, srečen, 16-letnik, ki predvsem dobro sliši, ker pri njem je šlo dejansko takrat do te mere, da bi lahko otrok ostal gluh. Tako da to je bilo tisto moje neko prvo srečanje. In kasneje, ko sem jaz začela dobivati pogum oziroma znanje, da tudi narava lahko nekaj prinese, ne samo nekaj prinese, da marsikdaj nadkrili uradno medicino, čeprav ne rečem, uradna medicina je še vedno izjemno pomembna, še vedno ima izjemno široko znanje, široko področje, kjer lahko deluje, vendarle pa je narava tista, ki nam ima ogromno za ponuditi. Teda upam, da tudi vi spoznavate to, da je narava tista, ki nam lahko veliko da, če pa ne, pa je mogoče danes tisti prvi korak, ki ga boste naredili. Še mogoče nekaj čisto osebnih stvari. Filip je bil naš prvi otrok, zagotovo pa ne zadnji, z možem jih imava 5. In pač to, da sem pri Kaliviti, mi dejansko da eno tako, da sem lahko v prvi vrsti mama, po drugi strani pa lahko delam to, kar me res veseli, kar pomeni pomagam ljudem. Zdajle pa čas za predavanje, tako kot je že Maja napovedala. Črevesje je skriti ključ do močne imunosti, do naše vitalnosti in tudi do zdravih las. Kot že naslov pove, najprej se bomo ustavili pri tem, kaj lahko črevesje dela za nas, kako lahko poskrbimo z dobrim, zdravim, urejenim črevesjem za našo vitalnost, za našo energijo, za našo moč in nenazadnje, tako kot je Maja povedala, kako zelo tesno je naše črevesje povezano tudi z našo zunanjostjo, z našo lepoto, z našim sijajem. In za začetek nekaj kratkih vprašanj za vas. Kdo od vas je v zadnjem mesecu občutil utrujenost? Kdo je bil v zadnjem mesecu prehlajen, smrkal, kihal, pa napihnjenost v trebuhu, pa prdenje oziroma vetrovi, tako se lepo reče? Verjeli ali ne, tudi to, da smo razdražljivi, tudi to, da smo slabe volje, tudi to, da nas boli telo, tudi to, da nam izpadajo lasje, vse to je povezano z našim črevesjem. Evo, pa se lotimo tistega resnega dela. Torej, danes bomo pogledali, zakaj se sploh zgodi neravnovesje v našem črevesju. Tule sem našla eno tako lepo sliko, ki prikaže res ta čudovit mikrobiom, čudovito mikrobioto, zakaj neravnovesje sproži vnetja, utrujenost, tudi težave s kožo in lasmi, kako lahko s prehrano in življenjskim slogom, torej najprej s tem obnavljamo ravnovesje v črevesju, kako lahko, čisto tako sem vam pripravila 2 kratka vodnika skozi to, kako lahko praktično podpremo odpornost z takimi majhnimi, izvedljivimi koraki in nenazadnje, katera prehranska dopolnila je smiselno uživati in katera prehranska dopolnila je smiselno uživati redno. Ker ni vse za redno uporabo. So stvari, ki jih je treba, pa so stvari, ko lahko delamo kure.
Za začetek pa se mi zdi ena misel izjemno pomembna. Zdravje se začne in pogosto tudi zatakne v črevesju. Namreč v našem črevesju živi ogromen in izjemno dinamičen ekosistem mikroorganizmov. Sem spadajo bakterije, virusi, tudi določeni paraziti, praživali in vsi ti živijo v našem telesu in na našem telesu. Kar je pomembno, da tej mikroflori, torej temu ekosistemu smo včasih rekli mikroflora, zdaj pa znanstveniki uporabljajo ime mikrobiota. In to so vsi tisti mini sostanovalci naši, ki živijo v našem telesu in na našem telesu. In morate vedeti, da mi smo od njih odvisni. Življenjsko pomembni so oni za nas in življenjsko pomembni smo mi za njih. Oni od nas, od tega, kaj mi pojemo, na kak način mi živimo, dobivajo hrano ali pa strupe in mi od njih dobivamo hrano ali pa strupe. Odvisno, katere bakterije, katere mikroorganizme hranimo, oni nam z svojim življenjem vračajo. In če bi mi prešteli celice mikroorganizmov, ki živijo na nas oziroma v nas, bi ugotovili, da je njihovo število vsaj tako veliko, kot je število naših lastnih celic. Kar pomeni, da po tej definiciji smo samo še napol človek. Nekateri znanstveniki so celo uspeli dokazati, da bi pri ljudeh, ki imajo izjemno močno razvito mikrobioto, lahko te celice teh mikroorganizmov bilo celo 10-krat več kot njihovih lastnih celic. Če pa pogledamo genski zapis, pa se njihov genom, torej če štejemo naše gene, jih je 500-krat manj, kot je genov mikroorganizmov, ki živijo v našem telesu. In zagotovo ste že kdaj slišali, da pač mi genskega zapisa ne moremo spreminjati, našega, kar drži. Medtem ko genski zapis mikrobiote, torej teh mikroorganizmov, ki živijo v nas, pa lahko spreminjamo z eno samo stvarjo, s tem, kaj jemo. Namreč vsak mikroorganizem ima rad določeno vrsto hrane in ta hrana ga ohranja pri življenju. Če mi jemo samo enolično hrano, samo eno vrsto hrane, eno vrsto mikroorganizmov nahranimo, medtem ko ostali od lakote pomrejo. In s tem, ko mi potem pobijamo določene mikroorganizme, tudi spremenjamo ta genski zapis mikrobioma in na ta način v bistvu zelo lahko vplivamo na to, kdo živi pri nas, kdo je pri nas dobrodošel. Prvi stik z mikrobi dobimo v času poroda, ne v maternici, ampak v času poroda. V maternici je otrok sterilen, tam ni mikrobov, v porodnem kanalu pa se potem v bistvu prvič sreča z določenimi mikroorganizmi in na ta način, to je tista v bistvu prva naselitev bakterij v otročkov črevesni trakt, ko tudi popije malo plodovne vode med porodom in vse to. In tule so tudi raziskave narejene, otroci, ki so rojeni s carskim rezom, so tule v minusu, zaradi tega, ker je v bistvu v sterilnem okolju pride iz maternice v ta svet. Medtem ko po vaginalnem kanalu se otročki že okužijo, se že srečajo s temi mikrobi in v bistvu celo življenje se ta naša mikrobiota spreminja. Mikroorganizmi pridejo v našo telo, pa preživijo, pa ne preživijo. In prva 3 leta je ta izgradnja najbolj intenzivna, otroci se srečujejo pač v tem obdobju z največ temi novimi mikroorganizmi. Zaradi tega je tudi v teh mladih letih, v otroških letih, ta sistem mikroorganizmov tudi zelo nestabilen. Zato so otroci tudi velikokrat bolni, ker še enostavno se njihovo telo še ne znajde s tem, kaj se naj z določenimi informacijami počne, potem pa iz leta v leto več informacij ima, bolj zna živeti s tem in naš imunski sistem se s tem tudi krepi. In na ta način potem tudi skozi leta vpliva na naše zdravje, na naše počutje, ne nazadnje na našo lepoto. In če bi raznolikost mikrobiote pogledali pod mikroskopom, pri vseh različnih ljudeh bi ugotovili, da jo lahko enačimo s prstnim odtisom. Zato je tudi tale slika prstnega odtisa. Vemo, niti 2 človeka na svetu nimata enakega prstnega odtisa in niti 2 človeka na svetu nimata enakih mikroorganizmov. Lahko se jih večina pokriva, ampak določene razlike pri posameznikih pa obstajajo. In v zadnjem času, torej sem ravno danes, ko smo se peljali sem, razlagala,
da sem že v preteklosti ogromno prebrala o črevesju, o vsem tem, ampak v zadnjih letih je bilo narejeno toliko študij, toliko je enih novih informacij o tem, kaj vse mikrobiota dela v našem telesu, zakaj vse skrbi, da moram reči, da sem bila tudi sama presenečena, do kakih podatkov vse sem uspela priti. Torej v zadnjih letih, v zadnjem desetletju je bilo narejeno izjemno veliko študij, ki so pokazale, da mikrobiota ni pomembna le za dobro prebavo, to, kar smo mi v začetku mislili, ne? Če je to ok, potem bo prebava ok in je to. Ampak sega bistveno širše. Če začnemo v črevesju, najprej ohranja to črevesno bariero. Črevesna sluznica je tista tanka plast, tista tanka meja, ki loči zunanji svet od naše notranjosti. Ker vso hrano, ki jo mi damo vase, skozi to bariero prehaja v telo. In pomembno je to, kadar so ti mikroorganizmi v našem črevesju zdravi, takrat oni držijo to sluznico močno. Celice, stiki med celicami so močni in ne prepuščajo stvari, ki jih ne bi smeli prepuščati. S časom, kadar pa mi jemo neprimerno hrano oziroma se ti stiki iz kakršnega koli razloga začnejo rahljati, potem lahko napol prebavljena hrana, mikroorganizmi, ki živijo v našem črevesju, skozi sluznico vstopajo v kri in se sprožajo vnetni procesi. Tisti, ki ste že bili na pregledu žive kapljice krvi, ste te procese že videli. Se zelo lepo na krvi tudi vidi, kaj pomeni vnetje v telesu. Telo ščiti s tem, torej ko so te naplastene bakterije in sluz, ki jo izločajo, ščitijo pred vdorom mikrobov. Če mi uspemo ta ščit razbiti z neprimernim obnašanjem do našega telesa, o tem bom kasneje še govorila, potem se ta ščit podre. Mikroorganizmi vstopajo in nam delajo škodo. Te bakterije, virusi, praživali, torej mikrobiota, mikroorganizmi so zelo pomembni učitelji našega telesa. Učijo naš imunski sistem, povejo našemu imunskemu sistemu, katere stvari so nevarne, kako mora odreagirati, katere stvari so nevarne, kako mora odreagirati in naš imunski sistem se v bistvu s tem iz dneva v dan uči. Potem za svojimi produkti podpira hormonalni sistem, torej našemu telesu pomaga, da v pravem trenutku izloča prave hormone. In je to vedno en zelo dobro uigran orkester. Na drugi strani pomaga pri presnovi prehrane, pri presnovi hranil, skrbi za delovanje zdravil oziroma celo lahko zmanjšuje toksičnost zdravil naš mikrobiom. In na drugi strani, če mikrobiom ni dober, če mikrobiota ni aktivna, so lahko določena zdravila za naše telo neefektivna, lahko so bolj strupena, kot bi si želeli, imajo več stranskih učinkov, negativnih in nenazadnje tudi cepiva so lahko manj efektivna ali pa celo nedelujoča, če mikrobiota ni takšna, kot bi morala biti. Tako da z tega naslova imamo eno tako zelo široko področje in nenazadnje ti mikrobi tudi pošiljajo signale. S temi snovmi, ki jih oni izločajo, ko se najejo določenih vlaknin, določenih hranil, tudi pošiljajo signale po celem telesu. Kar pomeni, da en mikrob v črevesju z lahkoto sporoči glavi, kljub temu, da sta pol metra narazen. S temi pošiljanjem teh signalnih molekul in na ta način poskrbi za izjemno učinkovito in hitro komunikacijo. Torej, zelo pomembno je, da so mikroorganizmi v pravem razmerju, da so v dobrem ravnovesju in celo tako zelo pomembno, da ima mikrobiota svoj praznik. 27. junij, takrat, ko goduje sveta Ema Krška, takrat je tudi svetovni dan mikrobiote. Je to izjemno pomembno, da se tudi tega zavedamo in na drugi strani, da vemo, na kak način to ohranjati. Ker če mi kar naprej rušimo, če mi kar naprej teptamo to našo mikrobioto, bomo slej ko prej dosegli disbiozo, torej to neravnovesje. Disbioza je takrat, torej, ko to razmerje dobrih in slabih bakterij porušimo, ko nimamo več zelo veliko raznovrstnih in tako kot sem prej rekla, da ni niti dveh enakih mikrobiot, tako tudi ni dveh enakih disbioz. In če pogledamo na vse to, kar je zapisano in še na več, tule sem zdaj zapisala res tiste, bom rekla, najbolj zanimive ali pa celo neverjetne, kaj se zgodi, kadar je mikrobiota porušena. Če začnemo recimo pri srčno-žilnih boleznih. Če mikrobiota ni dobra, mikrobiota ni dobra, potem se začnejo pojavljati težave, ki so povezane z možganskimi, ki so povezane z možganskimi
Je pomembno, kaj jemo, ampak preko tega, ker s to hrano podpremo ali pa rušimo dobre bakterije, lahko pride do ateroskleroze, do tromboze, tudi do možganske kapi. Kar se tiče mentalnega zdravja, depresija, ADHD, avtizem, anksioznost, stres, šizofrenija je dokazano zelo tesno povezano s stanjem naše mikrobiote. Glavobol, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva demenca, pri gibalih osteoartritis, artritis in fibromialgija, ko vsi rečejo, ne poznamo razloga, zakaj do fibromialgije pride. V črevesju ima tisto prvo klico. Če govorimo o žlezah z notranjem izločanjem, nepravilno delovanje ščitnice je tesno povezano z mikrobiomom, policistični jajčniki pri ženskah, mlade deklice, mlade ženske, ogromno jih je, ki imajo težave s policističnimi jajčniki. In tule ni samo zdravljenje v smislu hormonalne terapije, ampak predvsem najprej urejati črevesje. Pri črevesnih boleznih, tule je ena taka povezava, če se dogaja v črevesju, ampak vseeno, alergije na hrano, intolerance, napihnjenost, vetrovi, driska, zaprtje, razdražljivo črevesje, KVČB, torej ta kronična vnetna črevesna bolezen. Niso to kar ene stvari, ki se v črevesju dogajajo, ampak imajo svoj temelj v mikrobioti. Potem pri presnovnih boleznih, debelost, anoreksija, kaheksija, torej izčrpanost telesa, ne to, da nekdo preveč ali pa premalo je. Lahko ti ješ minimalno, pa bodo kile kar šle gor, pa boš vedno lačen, pa boš vedno v enem krču, pa se ne moreš nikoli najesti, ali si pa vedno sit, pa brez tistega občutka, da bi pa nekaj pojedel. Vse tule, tudi diabetes in tip 1 in tip 2 in tudi ta nealkoholna zamaščenost jeter. Zopet ima svoje korenine v mikrobioti in kožne bolezni, to, kar se bomo danes tudi dotaknili, dermatitis, akne, rozacea, ekcemi, luskavica. Jaz mislim, da če vsak dobro pomisli, vsaj 5 ljudi pozna, ki ima eno od teh stvari ali pa celo več njih. In tule ni razlog nekje drugje, ampak je v tem, kar se v črevesju dogaja. Kdaj se ravnovesje najpogosteje poruši? Takrat, ko se premalo gibamo. Zakaj ima gibanje tako neverjetno dober vpliv? V prvi vrsti zaradi tega, ker je gibanje tista najbolj naravna oblika našega telesa in da ga s tem tudi mi podpremo mikrobiom, brez da karkoli pojemo, karkoli popijemo, s tem, ko gibamo, pospešujemo prekrvavitev po celem telesu, tudi prekrvavitev naše sluznice. In na ta način naredimo zelo, zelo dobro, ker gibanje pospeši razmnoževanje dobrih bakterij. In ko imamo mi dovolj dobrih bakterij, je posledično v telesu manj vnetja. Kadar se gibamo, tudi pomagamo pri tem, da se veste, vsakeč, če bi mi se gledali v ogledalo ali pa če bi imeli neko skrito kamero v trebuhu, vsak navaden korak čisto rahlo zaniha naše notranje organe. In s tem, ko jih mi v bistvu na tak nežen način masiramo, preprečujemo zaprtje, pospešujemo peristaltiko, preprečujemo vetrove, napenjanje, napihnjenost, eno tako težo v trebuhu in tudi nenazadnje, kadar gibamo, zelo, zelo nižamo kortizol, torej ta hormon stresa, posledično je tudi manj stresa in stres, bomo kasneje tudi slišali, je zelo velik krivec za to, da naši mikrobi ne delajo tega, kar bi radi počeli. Spanje. Prekinjen ritem spanja, premalo spanja, prepozni odhodi v posteljo, švingljanje z ekrani, preden gremo spat. Vse to vpliva na mikrobioto. Če je v temi, kako oni vejo, ali mi spimo ali ne spimo. Vedo zaradi tega, ker ima tudi mikrobiota svoj dnevno-nočni ritem. Tako kot naše oči vidijo sonce, ga v bistvu mikrobiota na nek način zasluti in to je ta cirkadiani ritem in na ta cirkadiani ritem se odzivajo naši možgani in se odzivajo naši hormoni in se odziva tudi mikrobiota. In kadar mi premalo spimo, prepozno gremo spat, zopet dvignemo stresne hormone, ti so pa najboljši ubijalci naših dobrih bakterij. Zato je to izjemno pomembno. Takrat, ko pa mi počivamo, ko naše telo počiva, takrat pa ima naše črevesje najboljšo možnost, da se obnavlja. To je res taka intenzivna obnova, se lepo obnovi in tule že
Našla sem eno raziskavo, če 5 dni zapored hodimo spat ob približno isti uri, pa pred 10. zvečer, se začne mikrobiota zelo intenzivno obnavljati. Tako da 5 dni ni tak velik vložek, da bi zdaj morali pa mi popolnoma naš življenjski slog obrniti na glavo. Preveč sladkorja, izjemno pomemben. Sladkor, ne samo ta sladkor, ko ga mi namerimo na žlico, ampak sladkor, ki je skrit v kruhu, ki je skrit v vseh teh predpripravljenih izdelkih. Nenazadnje sladkor, ki je skrit, ko gremo v restauracijo, ko je omaka tako dobra, doma pa nikoli ni tako dobra, zato ker je vedno nekje v ozadju skrit sladkor in ta sladkor spodbuja rast slabih bakterij. In več imamo mi teh slabih bakterij, več bomo imeli tudi prostora, ker dobre bakterije odmirajo in se pojavi prostor za glivice. Za glivice pa vemo, one obožujejo cuker in potem prostor imajo, hrano imajo, zakaj pa ne? Dajmo se množiti. In predvsem kandido recimo je zelo dobro poznamo in s tem se zopet ruši ravnovesje. Ko določene bakterije propadejo, ta plast, ki je v našem črevesju, plast bakterij, se tanjša. S tem, ko se plast tanjša, je črevo manj zaščiteno, celice se razmaknejo, tujki lahko vdira, torej tujki neprebavljena hrana vdira iz črevesja v kri in zopet sklenemo ta krog potem z vnetjem. Če je vnetje v črevesju, gre okrog po telesu, vsi ti vnetni produkti in smo sklenili. Pa sam cuker smo jedli, ni bilo treba še zraven imeti tega stresa, pa še ne vem kaj. Naslednja, procesirana hrana. Torej vse to, ko mi gremo na en hiter hamburger, pa na en restauracije s hitro prehrano, pa tudi nenazadnje, ko na hitro nekaj pojesti, vse to je sprocesirana hrana. In ta hrana, ko mi kupimo, ne vem, toast v trgovini, če damo za primerjavo domač kruh, ko ga spečemo doma, ko ga pustimo, ne vem, 3 dni na pultu, bo ta kruh že sam hodil sem pa tja, ker se bodo pač eni mikroorganizmi razvili na njem. Ta kruh, ko ga mi kupimo spakiran v vrečki, dajte se enkrat vzeti čas pa pogledajte rok uporabnosti. To zdrži leto, 2, 3, pa so osnovne sestavine enake kot v kruhu. Kaj je potem dodano? Kaj je dodano, da to zdrži brez plesni, brez vsega tega, kar se potem razvija? To so ti aditivi. To so te stvari, ki so dodane zato, da ta hrana zdrži dlje časa na policah, pa pri nas doma. Ampak ti aditivi škodijo našemu telesu. In to je največji strup za tiste naše dobre bakterije. Zato je res pomembno, da če se le da, dajmo poskrbeti za hrano doma, da veš, kaj daš v pisker. Na ta način si lahko v bistvu, so to tisti prvi koraki do naše dobre mikrobiote. Procesirana hrana, sem rekla, hitre, stroge diete, z naslova tega, ker takrat, ko imamo mi dieto, na eni strani zelo omejimo vnos kalorij, kar ni toliko kritično, ker bakterije ne živijo oziroma mikroorganizmi ne živijo od kalorij, omejimo se na enoličnost hrane. In ko mi uživamo bolj kot ne enolično vrsto hrane, hranimo bistveno manjše različne bakterije oziroma mikrobe in na ta način zopet si ožimo ta spekter naših podnajemnikov. In zopet, ko jih je enih preveč in drugih premalo, pridemo do neravnovesja. In na drugi strani pri strogih dietah zelo velik stres je za telo, ker na hitro gremo iz neke količine kalorij na bistveno manj, naše telo je v stresu. Kortizol, stresni hormoni še dodatno pomagajo potamaniti tiste dobre mikroorganizme in si naredimo štalo. In potem, ko zaključimo s to dieto, je pa ponoven stres za naše črevesje, zaradi tega, ker zdaj pa daj tiste bakterije, ki bi morale delati, jih pa kar naenkrat več ni, seveda jih ni, ker jih mi vmes nismo hranili. In če gledamo na te naše mikrobe v trebuščku kot na neke domače ljubljenčke, ti ga stradaš, ljubljenček umre, ti mu lahko bolj prineseš ta boljšo hrano, ampak njega več ni. Zato je pomembno za te naše ljubljenčke skrbeti cel čas. Hrana, ki podpre naš mikrobiom. Fermentirana hrana. S tem vnašamo v telo žive mikroorganizme. Kislo zelje, kisla repa, navadni jogurt, kimči, miso pasta, vse to, kar vam je ljubo,
dokler je surovo, ko to hrano prekuhamo, sicer vnašamo dobre vlaknine, živih mikroorganizmov pa več ne. Ampak vseeno je dobra podpora. Fermentirana vlaknina, fermentirana vlakna oziroma vlakna. Vlakna so tista, ki dejansko nahranijo bakterije oziroma mikrobe in različna vlakna, različne družinice nahranijo, ne marajo vsi mikrobi enake hrane. Eni to, drugi to, tretji to, zato je pomembno, da je naša hrana čim bolj raznolika. Odporni škrob. Odporni škrob je tisti, ki se ne prebavlja in presnavlja v tankem črevesju, ampak potuje do debelega črevesja in prinese hrano za tiste mikroorganizme, ki živijo v debelem črevesju. Tudi oni morajo živeti zaradi tega, ker imajo v našem telesu izjemno pomembno nalogo. In ta je vzdrževanje mikroflore v debelem črevesju. Preventiva pred zaprtjem. Ni samo voda tista, ampak je tudi dobra mikroflora. Polifenoli, to so rastlinski antioksidanti, ki jih najdemo predvsem v drobnem jagodičevju. Polifenoli so tisti, ki delujejo kot prebiotiki, podobno kot vlaknina in nahranijo dobre mikroorganizme. Potem seveda sveža, lokalna, če se da ekološka hrana, ampak zopet čim bolj raznolika in nenazadnje probiotiki, ki jih mi lahko vnašamo v obliki živih mikroorganizmov, kot so na primer jogurt, kefir, tudi kislo zelje, kisla repa in na drugi strani probiotiki, ki jih uživamo preko kapsul. Prinesejo tiste dobre, žive mikroorganizme v naše telo, zato da lahko preživijo, zato da nam pomagajo. In na drugi strani hrana, ki nam ne dela usluge. Pokvarjena hrana, pa se je samo malo preveč zrelo. Zelo tanka je meja med preveč zrelim in gnilim. In nikoli ne gre iz zrelosti v gnilobo tak. Vedno so določene celice bolj zrele, torej prej gnile, določene manj zrele, kasneje se začne ta gnilobni proces, ampak hrana, ki je pokvarjena, škoduje. Zakaj? Ker nahrani tiste slabe mikroorganizme, ta dobre pa uničuje z svojimi produkti, z svojimi metaboliti. Pesticidi, gnojila, nenazadnje rastni hormoni, težke kovine, vse to, kar mi lahko zaužijemo s hrano, pa si tega ne bi želeli, slabo deluje na sestavo naših mikroorganizmov. Umetna sladila, lepo prosim, raje grenka kava ali pa malo sladkorja, kot umetna sladila. Ker umetna sladila so evtanazija za dobre mikrobe. Tako da vas res prosim, tudi alkohol nam ne dela ravno dobro, čeprav se radi razkužujemo. Procesirana hrana, sem že rekla, in sladkor. Vse to je tisto, kar zelo, zelo škodi. Mi tega ne vidimo takoj. Razen tega, da pač ne vem, po neki taki, kaj pa vem, eni dobri zabavi, kjer je pač vsega polno tudi sladkarij, kaj se prva stvar, ko jo zjutraj čutimo? Ko sem se preveč najedel, a lačen sem kot volk, pa sem včeraj jedel, da bi lahko za cel teden hrane imel, naslednji dan smo lačni kot volk. To pa je enostavno en tak, bom rekla, mehanizem, ki, ko te pametni mikrobi rečejo našemu telesu, ne jej tega, ne tega uporabljati, to ni v redu za tebe, pusti primerov, naj gre skozi, počakaj na pravo hrano. Zato je pol naslednji dan tista lakota, ker naše telo kliče po pravi hrani. In kaj mi ponavadi naredimo? Kos belega kruha pa eno salamo, ali pa nekaj takega. Saj nas nahrani, tisti občutek lakote mi uspemo utišati, ampak naših mikrobov pa ni nahranilo. In praktični protokol za obnovo črevesja je v bistvu zelo z lahkoto se ga vpelje v življenje in zelo z lahkoto se ga vzdržuje, tako da ni pol potrebe, da mi stojimo cele dneve v kuhinji pa preračunavamo, pa tehtamo, pa gledamo, ker se dela tako, bomo rekli, zelo na oko, zelo na tako auge masse, to lepo reče, Torej, krožnik naj vedno vsebuje 3 F-je. Fiber, to prihaja pač iz angleške besede za vlaknine.
fermentirana hrana in fitokemikalije. Tele fitokemikalije bi morale biti v navednicah, ampak v to je zaobjeto vse to, kar sem prej naštevala. Torej barvila, ki jih prinese sadje, zelenjava, fito. Sama beseda fito pomeni, da je rastlinskega izvora. Torej antioksidanti, polifenoli, barvila, vse to, kar prinese zelenjava in sadje, to so te fitokemikalije, ampak so to dobre stvari za naše telo. In bolj je krožnik pisan, več vsebuje žitaric, več vsebuje semenk, oreškov, različnih vrst zelenjave. Torej, če imamo radi papriko, ne se omejiti samo na rdečo ali pa na zeleno. Pojejmo kos rdeče, kos rumene, kos zelene, pa bomo dobili 3 vrste različnih vlaknin, pa 3 vrste polifenolov, pa različne stvari. In na ta način bomo nahranili več družinic teh mikroorganizmov in si delamo dobro. Potem je druga stvar, ritem in ne perfekcija. Ko mi vedno težimo k temu, no, zdaj sem se pa jaz odločil, bom pa uredil svojo prehrano in zdaj to mora biti točno ob 8 zajtrk, ob 12 kosilo, ob 4 večerja in ne, ker tudi vsak dan mi nimamo istega tempa. En dan smo cel dan na sestankih, en dan imamo pauzo ob 11, drugi dan jo nimamo, zato je najbolj pomembno to, da se fokusiramo k temu, da imamo 3 večje obroke v dnevu, če je potreba tudi manjša malica, in da se na drugi strani izognemo kar naprej nekemu grickanju. Zdaj pol bananice, pa pol jabolka, pa potem to, pa malo tega, pa malo tega. Na ta način damo tudi eno informacijo našemu črevesju. Zdaj se je, zdaj delamo, pol imate pa fraj. Potem zopet. Spanje, o tem sem že govorila, kako zelo pomembno je spanje. Če se le da 7 do 8 ur in približno enak čas odhoda v posteljo. Zdaj, če mi pač, ne vem, enkrat na teden nam ne uspe, v redu, ni problema. Če je to pa 6-krat na teden, pa je problem. Zaradi tega, ker enostavno naši mikroorganizmi potrebujejo en ritem. In potem podpora prebavi v smislu priprave hrane. Ko mi sedemo k mizi, se ponavadi veste, kako to izgleda. Do zadnjega trenutka noriš, pa nosiš na mizo pisker, pa krožnike, pa žlice, pa potem še nekaj manjka, pa vstaneš, pa Zelo pomembno je, da res preden vzamemo žlico v roke, da 10 do 12 krat globoko zadihamo. S tem se umirimo, s tem te stresne hormone znižamo, aktiviramo parasimpatikus, ta pa je odgovoren za boljše izločanje encimov. In smo zmagali. Seveda, potem, ko dajemo hrano v usta, jo tudi dobro prežvečimo. Je zelo pomembno, da je hrana prežvečena, ker se na ta način lahko tudi zelo dobro prebavi. In nenazadnje hidracija. Na hidracijo ne smemo pozabiti. Tako se včasih nasmejim, ker mi nikoli v življenju ne bi pomislili, da bi dali na ščetko zobno pasto, pa kar na suho prali zobe. Ali pa bi šli pod tuš, pa samo milo, potem pa brisača, pa dalje. Ampak z lahkoto, z največjo lahkoto in brez pomisleka delamo detoks, torej čiščenje telesa, brez da bi pili. Zapomnite si to, ker je pomembno. In minutni izziv za vas. Torej, to so taki mini koraki, ki so zelo, zelo lahko osvojljivi. Pa vas prosim, razmislite, kje v teh 9 točkah delate škodo svojemu telesu. Ali je to, da pojeste premalo vlaknin, torej vlaknine ima katerokoli sadje, katerokoli zelenjava, katerakoli žitarica. Ko govorimo recimo o žitaricah, kot je recimo riž, polnozrnat riž, ne ta oluščen, beli, ko samo še srček ostane. Ko govorimo o žitaricah ala pšenica, polnozrnata pšenica, ne samo ta srček, ko vse vlaknine obrusimo dol in potem na koncu ta bela stvar, ki je na koncu bela moka, to nima vlaknin. Vlaknine ima pa vsa tista, ves tisti plašček ima pa vlaknine. Torej, žitarice, sadje, zelenjava, ne glede na to, ali je kuhano ali ne kuhano, vlaknina se ne skuha. Vlaknino mi lahko tudi pregrevamo, pa je še vedno vlaknina. Fermentirana hrana, potem tale fitobarbila, torej različne barve, tudi če jemo, ne vem, špinača pa zelena solata, sta obe zeleni, pa tudi zelje je zeleno, ampak ima različni razpon teh dobrih stvari, ki jih prinašajo v naše telo. Potem obroki, spanec, gibanje in potem sama priprava hrane, ali je res zaužita v enem miru, ali smo pa kar naprej pod nekim stresom, mikrohranila, ki jih prinaša in nenazadnje potem tudi stres. In vas prosim,
eno od teh stvari si vzamite, pa jo v naslednjem tednu dodajte v svoj jedilnik. Ali bo to več vlaknin, ali bo to več fermentirane, več barve in malo po malo, ni to, bomo rekli, šprint. Nekdo, ki se odloči iti na olimpijske igre, se ne bo danes odločil, jutri bo pa laufal. Mislim, lahko, ampak zmagal ne bo. Če hočemo zmagati, moramo trenirati. In tudi, ko začnemo s treningi, to niso treningi od začetka 4 ure. Ne vem, najprej 15 minut, pol ure, 1 ura postopoma in na ta način se tudi ti koraki množijo. Najprej eden, pa drugi, pa tretji in gre. Kako je to povezano z našimi lasmi? Na prvi pogled nobene veze nima, napihnjenost v trebuhu pa izpadanje las kak, ampak ima. In tule je ta najmočnejša povezava in disbioza, torej porušeno ravnovesje vseh tistih dobrih bakterij v našem telesu, zaradi katerega nastanejo vnetni procesi. Ti vnetni procesi, torej to vnetje, to propadajoče bakterije, oslabijo črevesno bariero, torej stanjšajo sluznico, celice se razmaknejo in patogeni mikroorganizmi, napol prebavljena hrana in vse to, kar si mi ne bi želeli, pobegne v kri. In to vnetje se iz samega črevesja razširi po telesu. Ti vnetni parametri, ki jih mi lahko potem iz krvi vidimo oziroma zmerimo, potujejo po celem telesu. Kri ne ostane samo tule okrog tankega črevesa, gre v mezinček na nogi in gre v glavo. In ko je teh vnetnih fermentov preveč, se v bistvu začne slabša absorpcija hranil. Lasni mešiček, bomo potem kasneje tudi videli, je v bistvu ena vrečica vsajena v kožo in je preko drobnih žilic povezana, kot da ima eno slamico, s katere pije hranila iz krvi, in ko je preveč vnetja, se lasni mešiček skrči. S tem se tudi v bistvu ta povezava zmanjša ali pa celo prekine, las nima hrane in ne more rasti. Slaba absorpcija hranil, ali je to zaradi črevesja, ali je to zaradi zmanjšanega vnosa in nenazadnje ta os črevo-možgani, to, kar v tujem jeziku poznamo kot leaky gut, leaky brain, torej lepljivo črevesje, lepljivi možgani, zaradi vseh teh vnetnih dogajanj, zaradi vsega tega, se sprošča stresni hormoni in kortizol in nenazadnje tudi vpliva na izločanje estrogena in testosterona in tudi to sta v bistvu 2 najpogostejša razloga za izpadanje las. Ampak začne se z mikrobi v našem črevesju. Tule imam čisto na osnovno narisano tale življenjski cikel las, ki skupaj traja, torej en las približno 9 let ostane na naši glavi. Od tega, ko je ta čisto tini mini baby lasek, pa do tega, da izpade. In najboljše je, da ti lasje ostanejo v anageni, torej da aktivno rastejo čim dlje časa. Potem se s časoma odcepijo, torej od te slamice, ki jih hrani, to je potem ta prehod in mirovanje, ko se lasje več neaktivno napajajo teh vitaminov in mineralov in vsega, kar potrebujejo za rast, in spodaj v tem lasnem mešičku začne poganjati nov lasek. Potem pa tale nov mlad lasek, stari las potisne ven in začne rasti novi. In zdaj, če spodaj pogledate, do 85% las mora biti v tej fazi, ko rastejo. In 15% v tisti fazi, ko potem mirujejo oziroma izpadajo. Kadar pa imamo mi premalo hranil ali pa porušeno ravnovesje, potem se pa ta aktivna rast las čas, da se skrajša in lasje dlje časa mirujejo oziroma hitreje izpadajo. In ker potem novi lasek zraste počasneje, ker nima hrane, ker se ne more pripeti na ta vir hrane, zaradi tega potem prihaja do zrečenih las, zaradi tega tudi prihaja do tanjših las, do polomljenih, do takih nesvetlečih, ravno zaradi tega, ker prepočasi izraščajo, tisti, ki pa rastejo, pa enostavno nimajo dovolj hranil. In potem namesto, da bi imeli eno tako lepo čupasto, imamo človeka, ko izgleda res, kot da ga je nekdo, se mu je ponesrečilo striženje. Ampak to je dejansko slika ženske,
ki se ji je v roku enega meseca to zgodilo. Res je, da tudi barvanje las, vse te nasilne barve ne pripomorejo k kakovosti naših las. Čeprav se nam na začetku zdi, da so lasje ful bolj debeli, pa bolj svetleči, pa ne vem kaj še vse po barvanju. Ne? Peroksid vseeno izsuši to kutikolo las, ampak tole se zgodi, zato je pomembno, ampak ko se nam to zgodi, ne, da nam kar naenkrat, ne vem, se češemo, pa kar lasje padajo, pa izpadajo, pa ne vem kaj, niti slučajno ne bomo pomislili, da bi začeli v trebušni votlini. Ne. Takrat tečemo v prvo drogerijo, pa stane, koliko stane, pa šampon, pa serum, pa masažice, pa ni da ni, lasje so pa iz dneva v dan slabši. Enostavno zaradi tega, ker so vsi ti, ne rečem, da so slabi produkti, ampak jih je pomembno, da jih znamo dobro uporabljati. Ker lahko z vso to intenzivnostjo še dodatno, ne, s tem, ko mi en lasek, ki je že tak ali tak slabo pripet v kožo, ga pa potem še vsakodnevno masiramo. Ja, veste, da bo še prej padel ven. A ne? Torej, zelo pomembno je to, da ne samo gasimo požar, ampak da najdemo požigalca. In na ta način je v bistvu pomembno, da najprej okrepimo črevesje in pri tem si lahko zelo, zelo dobro pomagamo z različnimi stvarmi. Ali samo z vlakninami, kot sta recimo nopalin in purinolin, ali pa z probiotiki v kombinaciji z vlakninami, kot sta Acecajms Plus in pa Acidophilus. Pa se ustavimo najprej pri nopalinu. Torej, nopalin je sestavljen iz kaktusa opuncije oziroma nopala in ga mnogi uporabljajo za samo urejanje prebave, za razstupljanje, ne nazadnje za uravnavanje sladkorja, če ima nekdo težave s povišanim krvnim sladkorjem in posredno tudi za podporo mikroflori, namreč nopal oziroma nopalin vsebuje vlaknine, ki delujejo kot prebiotik, torej kot hrana za dobre bakterije in na ta način v bistvu pomaga in pri čiščenju črevesja, pri vzdrževanju mikroflore in spodbuja rast tistih dobrih, koristnih bakterij. Zdaj, nopalin je smiselno, če želimo nek orng učinek, ga je treba jemati toliko časa, kolikor je rastni ciklus las. Rastni ciklus las je 9 let, ampak minimalno 1 leto. Namreč po 1 letu se toliko las zamenja, da mi dejansko vidimo en učinek v smislu večje bujnosti. Kadar govorimo pa o uporabi nopalina kot strogo za podporo črevesju, pa vsaj 1 škatlica. V nopalinu jih je 200, 1 škatlico porabimo v 30 dneh. In potem je pa treba preceniti, ali sem zadovoljen z učinkom, ali moje telo potrebuje več. Namreč nopalin se uživa 3-krat na dan po 2, pol ure pred obrokom z večjo količino vode. Zakaj pred obrokom? Zaradi tega, ker je to vlaknina. Vlaknina vedno veže nase snovi, ki jih dobi. In če bi mi tale nopal vzeli med obrokom, bi posrkalo tudi vitamine, bi posrkalo tudi hranilne snovi, ki jih mi rabimo. Če pa ga vzamemo pred obrokom z večjo količino vode, potem se te vlakna, tabletka v bistvu razpade, vlakna postanejo kašasta in opravljajo svojo nalogo, ki jo morajo opraviti. Torej, 3-krat na dan po 2, pol ure prej, vsebuje torej vlaknine, ki so prebiotiki, pomembno pa je, da res ne pozabimo piti, ker če ne pijemo, veže nase vlago, ki je že v črevesju in si na ta način delamo škodo. Potem je tukaj purinolin, to je izvleček cikorije. Zopet je prebiotik, ampak ima drugo vrsto vlaknin in lahko v bistvu kombiniramo purinolin in nopalin, zaradi tega, ker hranita različne družinice mikroorganizmov. Zopet je to prebiotik, kar pomeni, da hrani dobre črevesne bakterije, med drugim tudi tiste, ki domujejo v debelem črevesju. Zato je pomembno, da ga lahko tudi pokombiniramo. 1 porcija inulina, ta je praškast, je 1 čajna žlička. Brez okusa, brez barve in ga lahko mešamo v bistvu s hrano. Ali s čajem, ali z juhico, ali z jogurtom, s kosmiči, z mlekom, pač karkoli nam ustreza, pomešamo in ga uživamo skupaj s hrano.
Priporočen odmerek sta 2-krat na dan, torej recimo zjutraj pa zvečer, kar pa je izjemno pomembno. Tako nopalin kot pure-inulin, če je črevesje zelo občutljivo, če je zelo močna disbioza prisotna, je smiselno uživati postopoma, kar pomeni, da začnemo z 1 tabletko nopalina oziroma z pol žličke pure-inulina in potem vsakih nekaj dni povečujemo do tega, da pridemo do polnega odmerka. Zelo pomaga v smislu preprečevanja napetnosti, urejanja prebave in v začetku, ko mi začnemo ali z nopalinom ali s pure-inulinom, se lahko tudi pojavi en občutek rahle napihnjenosti ali pa nekega, bom rekla, nelagodja v črevesju. In to je v bistvu dober znak, ki ga čakamo, ker to pomeni, da so se naše bakterije začele prebujati, da se v našem črevesju nekaj dobrega dogaja. Zopet, minimalni odmerek, vsaj 1 pakiranje inulina, torej 4 do 8 tednov in zopet takrat precenimo, če je to dovolj ali bi naše telo rabilo še več podpore. Zelo pomembno pa je tudi to, kadar je aktivna driska, sploh če je, virusna driska, se ne uživata ne nopalin pa ne pure-inulin. Takrat je treba najprej drisko umiriti, pa se potem lahko nadaljuje s tem, da se čisti. Zopet, vedno je pomembno najprej najti požigalca in ne samo gasiti požarov. Acidofilus kot tak, bomo rekli, da je en zelo osnoven probiotik. To pomeni, vsebuje vlaknine, ki so v tem primeru sluz semena trpotca, je vlaknina dodana in vsebuje samo eno vrsto mlečno-kislinskih bakterij. Primeren je tudi za občutljive ljudi, tudi za otroke in tudi za dolgotrajno uporabo. Probiotiki, torej te dobre bakterije, so ene take stvari, ki jih lahko uporabljamo v obliki kure, lahko je pa to celo leto vsak dan. Škodovali si z njimi ne bomo. In zopet zavisi od tega, kak je naš življenjski slog, kako hrano jemo, na kak način se prehranjujemo, koliko se gibamo, od tega potem tudi zavisi, koliko potrebuje naše telo podpore. Priporočen odmerek je 1 kapsula na dan, lahko se uživa pol ure pred jedjo ali pa 3 do 4 ure po jedi oziroma pred spanjem. Zaradi tega, ker je acidofilus zelo občutljiv na želodčno kislino in če ga mi uživamo med hrano, je tudi zelo veliko želodčne kisline in na ta način ga v bistvu pobijemo. Zato je pomembno ali pred hrano ali po hrani, da ima res največjo možno sposobnost preživetja. Lahko ga kombiniramo in s pure-inulinom in z nopalinom in na ta način mi v bistvu omogočimo, da deluje čim boljše. Zelo pomemben je, ker pač sestavlja oziroma obnavlja zdrave bakterije, zmanjšuje napihnjenost, vetrove, zelo dobro ga pa poznajo tudi ženske, ki se srečujejo s kandidiazo. Ali trebušno kandidiazo ali kot vnetje vaginalnega trakta, namreč acidofilus je ena zelo dobra protiutež kandidi oziroma preprečuje njeno razmnoževanje. Poleg tega, da tudi krepi imunski sistem, da izboljšuje črevesno mikrofloro in nenazadnje, da zelo dobro podpre ravnovesje po terapiji z antibiotiki. Potem je tule še Acecajms Plus. Tale frajer je pa isto probiotik in ima prebiotike zraven, kar pa je zelo pomembno, da ima 6 različnih sevov dobrih mlečno-kislinskih bakterij. Zopet, ni omejitve za dolgotrajno uporabo, priporočeno pa je, da se uživa vsaj 1 pakiranje. Glede na to, da jih je 100 noter, imamo za 3 mesece in vsak dan, torej ali pol ure pred hrano ali po hrani oziroma pred spanjem, zato da tudi s tem omogočimo, da čim več teh dobrih mlečno-kislinskih bakterij preživi pri potovanju skozi želodčno kislino. Kar se tiče, zopet je, če imamo drisko,
potem ni, ne, če je akutna driska, potem je treba najprej tu vzroke odpraviti, pa šele kasneje krepiti sluznico z probiotiki. Sicer pa za Acecajms vemo, da zelo dobro obnavlja zdravo črevesno mikrofloro, torej da spodbuja razrast zdravih bakterij, krepi sluznico črevesja, uravnava imunski sistem in tudi izboljšuje prebavo in beljakovin in maščob in ogljikovih hidratov. Zelo dober, zelo se ga priporoča tudi takrat, kadar pri ljudeh, ki imajo alergije oziroma intolerance na hrano. Namreč tudi te dve zelo pogosto izhajata iz črevesja oziroma pri težavah s kožo. Kar se pa tiče las oziroma podpore, da so lasje res svetleči, prožni, da opravljajo torej to nalogo lepote, a ne, jih tudi lahko zelo dobro podpremo. Tale najkrajša kura za en tak suport, za eno podporo lasem, traja nekje 4 do 6 tednov. Kadar pa mi želimo bolj resno pristopiti, oziroma da je izziv večji kot samo to, da so se lasje v jeseni malo razredčili, potem pa taka kura traja 1 leto. Tako da iz tega naslova pač, da se na nek način pripravimo, da to ni tek na kratke proge. Najprej je pomembno podpreti zdravje las z beljakovinami. Z beljakovinami zaradi tega, ker so lasje zgrajeni iz beljakovin in to je ta beljakovina keratin. In če telo nima dovolj aminokislin, torej cigelčkov, iz katerih se gradijo beljakovine, torej če mi ne pojemo dovolj beljakovin z našo prehrano, potem ne more tvoriti kakovostnega keratina. Lasje so suhi, brez življenja, lomljivi, skozi imamo občutek, kot da so malo kosmati. Ne? Zaradi tega, ker se ta povrhnjica v bistvu na nek način lušči in zato lasje tudi tanjši, počasneje rastejo in tudi bistveno težje jih je razčesati, da o izpadanju ne govorimo. Potem je tukaj cink, ki zelo dobro sodeluje pri obnovi tkiv, tudi pri obnovi las, sodeluje tudi pri delitvi celic, s čimer podpira, spodbuja zdravo rast las in nenazadnje je izjemno pomemben zato, da so lasni mešički zdravi, zato da te skodelice, iz katerih rastejo lasje, dobro delajo, da prinesejo dovolj hranil, da so naši lasje nahranjeni, da lahko rastejo. Potem je tule še železo. Zelo velikokrat ženske, ki recimo po porodu, ko izgubijo dosti krvi, pade hemoglobin, pade železo, izpadajo lasje. En del od hormonov, drugi del od pomanjkanja železa. Ker železo in tudi recimo mladi ljudje, predvsem mladi, ker še nimajo izkušenj, grejo na vegetarijansko prehrano. Iz čistih mesojedcev, da ne rečem mesožerov, grejo na popolno vegetarijanstvo, posledično vnos železa pade, ker vemo, železo vnašamo v telo z rdečim mesom. Tudi z zelenjavo, ampak je absorpcija, naša sposobnost našega telesa pobrati železo iz recimo špinače 8-krat manjša kot iz zrezka rdečega mesa, ne govorimo o belem. Torej, je pomembno, da se tega zavedamo, da hrana ima res veliko težo pri tem, torej kaj vnašamo v telo in če mi naenkrat prekinemo dotok železa v telo, torej ga ne uživamo več s hrano, se zelo intenzivno zgodi izpadanje las. In pol je panika in pol so krivi hormoni, tudi so hormoni, imajo tule zraven svoje karte, pa svojo skodelico pristavijo, ampak v prvi vrsti je železo. Zakaj ravno železo? Ker na železo gradi hemoglobin skupaj z B9 in B12 in hemoglobin je tisti, ki veže kisik. Če mi nimamo železa, nimamo hemoglobina, ne veže kisika in so naše lasni mešički podhranjeni, ne morejo delati. Zato je res pomembno, da se zavedamo, da je železo tisto, ki lahko je striktno povezano z izpadanjem las. Potem je tule biotin. Biotin je bivši B7, torej iz B kompleksa, B7 vitamin, ker podpira presnovo beljakovin, maščob, aminokislin in ogljikovih hidratov in s tem vpliva na rast. Direktni vpliv na rast ima. Sicer B7 mi dobimo dovolj s hrano, tako da načeloma ni nekega, bom rekla, hudega pomanjkanja. In potem je pa tule še B kompleks, predvsem B6, B9, B12
in niacin so zelo pomembni za obnovo celic, za krvni obtok, za krvni obtok v lasišču, ne. Torej, okrog lasnega mešička mora biti zdrav pletež žil. Če ni dobrega pleteža, ni donosa hrane, ni odnosa teh, da odnaša odpadne snovi in na ta način v bistvu si delamo škodo z slabšo prekrvavitvijo. Tule je ena taka regeneracija, ne, torej, če pogledamo natančno levo pa desno sliko, to je stanje po približno 6 mesecih. Ne, ni to ono, ko gledamo razne reklame, ja, sem kupila to pa čez 2 tedna so bili lasje pol metra daljši pa ful bolj gosti. So, v 2 urah lahko, če imaš dobro frizerko, ko ti zna podaljške gor naklipati. Če hočemo pa z naravnimi, pa traja, ne. In tu je pomembno, da vidimo, ne samo, ne, da dejansko se recimo prve učinke mi lahko vidimo, ne vem, ene take kure za lase in za prebavo, prve učinke lahko vidimo že pri 4 tednih, ampak to ne pomenijo bolj bogati lasje, to pomeni mir v trebušni votlini, ta občutek nenapetosti, da je redno odvajanje blata, to je tista prva slika, ko vemo, da se je nekaj začelo v telesu dogajati. Po približno 6 do 12 tednih, torej 3 mesece je potrebno počakati, vidimo to, da se počasi začnejo lasje krepiti in da se tudi tule, torej ob prečki pojavijo eni taki manjši baby lasje. Aha, opa, nekaj se dogaja. Ko gremo naprej, v približno 6 mesecih se pa zgodi to, da se tudi tisti mešički lasni, ki so bili izstradani, neaktivni, aktivirajo in tudi iz njih začnejo izraščati las. Tako da mi potem lahko dejansko za popolno regeneracijo lasišča lahko traja tudi 12 mesecev ali pa še več, če je nekdo, ki zelo počasi odreagira. Tako da to je potem pomembno imeti v glavi takrat, ko vam ponujajo čarobne napoje. In tule ena taka kombinacija tega, s čemer lahko mi podpremo zdravje naših las. Beauty formula, ki je narejena za to, da je res podpora lasem, koži, nohtom, zdravi rasti, ker pač prinaša biotin, prinaša MSM, prinaša aminokisline, cink, baker, silicij in tudi vitamine skupine B, in na ta način podpre, da naše telo res dobi to, kar rabi, zato da lahko in lasje in nohti dobro rastejo in da je koža okej. Uživa se 2-krat na dan ob hrani, pomembno ob hrani ali med hrano ali takoj po hrani, zato ker rabi ob sebi hranila zaradi boljše absorpcije. MSM in biotin sta zelo povezana s tem, da rabita ob sebi te prebavne encime, ki se pa najbolj aktivno izločajo takrat, kadar mi uživamo hrano. Zopet, kako dolgo jemati, dokler nismo zadovoljni z učinkom. Ne, prvi učinki se lahko pojavijo že po 4 tednih, ampak če mi hočemo, da se res v polnosti naši lasje razcvetijo, bo treba uživati dlje časa, lahko tudi 6 mesecev ali pa 1 leto. In potem je še fino, da se jo pokombinira, recimo beauty formulo z omego, zaradi tega, ker omega je tista, ki zelo dobro protivnetno deluje. Torej takrat, ko izpadanje las izvira iz disbioze v črevesju, ko so krivi ti vnetni procesi, da lasje počasneje rastejo oziroma hitreje izpadajo, je nujno seveda podpreti črevesje in na drugi strani blažiti te vnetne procese in tule omega zelo, zelo lepo pomaga. Pomaga tudi pri boljši prekrvavljenosti kože, pri boljšem prinašanju hranilnih snovi in nenazadnje pri bolj stabilnih celicah. In ko so celice stabilne, to pomeni, da lasje manj izpadajo. Potem pa seveda lahko pokombiniramo tudi z inulinom, lahko pokombiniramo z nopalinom in z probiotiki in na ta način potem, da res dosežemo vse to, kar je treba. In na drugi strani je tudi pomembno povedati, če lasje izpadajo zaradi hormonalnega neravnovesja, bo premalo samo črevesje krepiti. Bo treba tudi telo podpreti tam, kjer potrebuje za uravnavanje hormonov. Če izpadanje las ima razlog v povečanem stresu, bo treba na tem področju telo podpreti, ne? Ker tudi omega in ne beauty formula in ne pure inulin in ne nopalin nimajo čarobne palčke. Zato je res izjemno pomembno, da mi telo poslušamo, da ugotovimo, kje potrebuje podporo in ga ciljano tam podpremo.
Pa sem začela z eno tako luštno slikico, pa še končam z njo, sam tule je črevesje malo bolj nasmejano. Ko poskrbimo za črevesje, se poravna celo telo. Torej je izjemno pomembno, da se tega zavedamo, da res življenje in bolezen se znata skriti v črevesju, zato vas res povabim, da skrbite za svoje telo, da skrbite za svoje črevesje, predvsem pa, da ostanete poravnani še celo naslednje leto. Hvala za pozornost.